Dejansko je pri tem zakonu ključno, kot je pri slehernem zakonu, ki se tiče zdravstva. Kaj ta zakon prenaša pozitivnega bolnikom, kaj prenaša morebiti negativnega bolnikom in ali morebitne pozitivne stvari pretehtajo nad negativnimi. Ali ta zakon torej povečuje dostopnost do psihoterapevtskih storitev? Odgovor je ne. Zaradi tega, ker je ministrstvo reklo, da bo v naslednjih 2 letih samo 40 timov financiralo in mi imamo že kader vrhunski, več kot 100 specializantov klinične psihologije, ki imajo najvišje standarde na evropski ravni, ki bojo lahko vršili psihoterapevtsko obravnavo in ta zakon dejansko kvečjemu dodatno omejuje njihovo delo zaradi tega, ker znižuje kriterije, ki so potrebni za strokovno obravnavo. Ali dviguje kakovost? Nikakor ne. Ta zakon uvaja najnižje kriterije v Evropski uniji, ki so potrebne za poklic psihoterapevta, celo tako nizki so, da 1930 ur, ki se jih omenja, predstavlja približno dobro leto enega univerzitetnega študija in to lahko s katerokoli fakulteto samo to dodatno leto po številu ur narediš in postaneš kar psihoterapevt. Ali ta zakon povečuje varnost in kakovost obravnave bolnikov? Nikakor ne, v zakonu je napisana odgovornost takšna, da psihoterapevt ne bo odgovoren tudi za usodno poslabšanje zdravstvenega stanja pacientov, če ne bo prepoznal še do sedaj neprepoznane duševne motnje ali bolezni. To je dejansko smrtno nevarno in zakon kljub vsem nadzorom, ki jih omenja, popolnoma odvezuje odgovornost psihoterapevta za posledice tudi usodne, dejansko pomanjkljivega znanja, da niti ne prepoznajo tega. To so, se pravi, nekak presek pozitivnih in negativnih stvari. Pozitivnih je nič, negativnih je pa ogromno. Zato je enostavno tak zakon norost sprejemati, to, da je jasno, da je potrebno narediti psihoterapevtsko zakonodajo in regulirati poklic, seveda je jasno, vendar potem se je treba ozirati po primerih dobre prakse, ne pa po primerih neobstoječe najslabše prakse. Kaj bomo družinski zdravniki naredili v taki situaciji, saj nas zakon napotuje k temu, da mi napotujemo bolnike k psihoterapevtom. To se tiče dejansko zdravstvene dejavnosti, ker uvaja poklic psihoterapevta v zdravstveno dejavnost. Vendar zdravstvena dejavnost pomeni vsa zdravstvena zakonodaja. To so tudi zakon o pacientovih pravicah, to je tudi zakon o zdravniški službi. In oba ta zakona nalagata zdravnikom, da delajo skladno s sodobno medicinsko doktrino. In tudi kodeks medicinske etike, ki smo ga posredno prek zakona o zdravniški službi dolžni spoštovati, nalaga zdravnikom, da lahko svetujemo našim bolnikom izključno postopke diagnostike in zdravljenja, ki so skladni s sodobnimi medicinskimi smernicami. In kako naj potem zdravnik družinske medicine napoti pacienta k nekomu, ki je povsem v nasprotju z tem, kar nam zakonodaja nalaga. Ne moremo, mi smo dolžni dejansko aktivno odsvetovati bolnikom, da so obravnavani pri psihoterapevtih, ki ne dosegajo minimalno higienskega minimuma strokovnega znanja. Zato regulacija psihoterapije da, v takšni obliki absolutno ne. Hvala.